zanima, a kdaj hotela biti voditeljica v podcastu? Nisem nikoli razmišljala. Kaj pa če jo sprobamo? Ja! Tukaj je tako čuden. Ti si ženska, ki je že kar nekaj časa prisotna v medijih. Kako pa je biti ženska v medijih? Kaj Manja samska? Imela sem enega gosta zanj, ki je bil res dober. To mi je bilo tako dober, ki je to rekel. Zaljubljenost je trik evolucije, ne? Ne, zanima me, a se seks spremeni in če se ti spremeni, se ti je na boljš, na slabš, na middle. Ženska! Pa ponovadi tudi žensk! Ker sem prav razpizla. Ja, ti kar zdaj ženskam največji sovražnik. Ja, to pa če smo prijatelji. Ja, lej, moje najpopularno mnenje je Gen Z je top. Lej. To je to. Tisti dnevi v mesecu. Hej! Spet smo nazaj z novo epizodo, z novo gostjo tokrat. Manja, dobrodošla pri nas. Živjo, hvala. Preden se ti posvetimo, pa te pozdravimo, bi jaz eno priliko rada izkoristila, če dovoliš. Prosim. Moja mlajša kolegica, moja sestrca. Sestrca v redu, no, te morajo reči nečakinja. Z barvi so že navajene, dokle... Ne, so že tako third wheel. Glavnem, moja ljubica. Ne, ampak res je ratala v času, ko smo bili nazadnje tle, iz pripravnice v Denis Avdićovu je imela toliko jajc, da je sama skočila s padalom in zdaj si polnopravna članica, tako da čestitke. Hvala. Tako to pa res. Mogli ste kdaj z mano skakati, če hočete. Jaz bi šla. Jaz bi šla. Ne, sam, ampak Barbie pa tudi demo. Babi pa bo storije snimala. Ja, to pa delala, pa navijala spodi. Pa tudi Manja ti valjda valjda. Ne, jaz bi po mojem umrla že med letom. Mid-flight, gone. Res je dobro, hvala. Manje ni več. Hvala, sem mislila, da bo spet šla karta za maraton, ampak... A se zdaj lahko tvoja starejša sestrca, ki sem te tako lepo pohvalila? Saj to vdajo, no? Ok, dober, ok, lahko si. Dajmo, to dajo. veselje. To ti damo veselje. Zdaj si officially voditeljca. Zdaj me ena stvar zanima, da veš, ko si rekla, da zdaj bo treba pa na hard, da zdaj mogoče treba začeti kaj delati, ne? Kaj si voditeljca. Zdaj me zanima, a kdaj hotela biti voditeljca v podcastu? Nisem nikoli razmišljala. Nisem nikoli razmišljala. Kaj pa če jo sprobamo? Ja! Lara! Jaz nisem tako biči kot ti, jaz ne bom znala to. Sej v redu, le, sej pač si pa ti tira. Vesna bo še zmer kle. Aloh, ne, res. Jaz mislim, da boš Se že izklapla. Kakšno se najde. Evo. Takole? A greva. Dobar, sam mi boš pomagala. Ker pač to je drugače, ker Vesna dela ima največjo vlogo tukaj od nas. Moraš tam gledati, da je treba kamere na stop ustaviti, tajminga je treba malo gledati, on ti bo kazal znakce, malo bod pozorna, sponzorje moraš obdelati, Manjo boš predstavila, vodiš debato, ni Čim bom kar malo pila. Manjka ne rabim tega delati. Čim, končno sem gostja. Strašno se to traja, ta uvod. Spila. Oh my god, ja, hvala. Izvoli. Pa veš, po stran se used, tudi tako, da je noge. Kako kratiti čas v podcastu? To ti pa jaz povem. Ona se ne križa tukaj. Ne, takole, se to. Ja? O moj bog, jaz tukaj je tako čuden. A je, ne? Ne ve. Kar vse vas skupaj. Podobno. Največ kamer imam pod nadzorom, pa Uroša imam tam pod nadzorom. Prav tako. Ne, ni čudno pa, da je resnica taka, kaj je, ne? Ja. Ja, dajmo zdaj štartati tvojo novo voditeljsko vlogo. Kako začela? A se nas hočeš kaj prekupati na zapletku? Da si že kupla ono. Kamo pa mi to kledragač? To me skozi zanima, kaj jaz tam to gledam. A bi lahko to kaj potalali? Ja. Imam kle, nutri hair, woman, double hair. Kjera bi imela? Jaz bi imela tole nutricijo. A ti pa sam prideš? Nutrijo. Ja, tako. Dej mi, pribi, če si rekla, kjera bi imela. Je tudi imela nekaj, no, mislim. Pa dej njej. Zakaj bi ti imela? Ja, mislim, jaz sem si mogla dati podaljške, ker pač ti meni lasini kamor ne rastajo in jaz sem pač mogla dati pač par komadov podaljškov. A ti to misliš res potalati? Ja. A tako si začela svoje voditeljstvo? Ja, ne vem, ni dobro. Super je. A lahko jaz nekaj predlagam? Tle imam eno zraven sebe, ki je totalno, a si totalno proti vsem tem dodatkom.
Mislim, tako bom rekla, jaz sem zagovornica, da se da marsikaj dobiti s prehrano in da se da večino teh stvari dobiti s prehrano. Nisem zdaj pa čist proti, ampak nisem pa tudi pristašnica. Ampak lej, to imajo ženske, ful obožujejo, Barbie bi to takoj probala, ker je videla rezultate pri drugih. Ja, pri Ti si pa največji skeptik med nami. Ja, ja. Jaz bi eno stvar predlagala. Kaj pa, če damo to kaji, glih zaradi tega, ker si skeptik? Ja, zakaj? Kaj je to? Čakajte malo, kako ti pomenijo tvoji lasje? Ja, kar, mislim, ful, jaz jih ne strižem že svoje lase od vseh nas. od 9. razreda si strižem sam konice in si jih lepo, ne, ful, toplotno obdelujem in pač se trudim, da so lepi. So pol personality. A ti kodačke strdila z unimi? Hitless curl. Aha. Na plašč od tega, kopalni plašč. Ja. Evo, lej, Ja, jaz dva, to delam. dva izdelka. Evo, sem tako, tudi da ne bomo folku vedno nekaj prodajali, pa nekaj govorili, to ful pohvalijo. Double hair, notri hair woman. Ne? Okej. To folk ful, mislim, baby in tipi, ki to jemljajo, ful pohvalijo. Zdaj pa jaz imam predlog. Daj ti to vzem domov, ti bomo še zrihtali. A oboje je to? Ja, oboje, 3 mesece in bomo imeli dejansko na tebi live test. Ti si tista, ki si načeloma proti, pi to, slikaj se danes, ko si domov prišla in slikali se bomo čez 3 mesece pa tle videli in da vidimo tako lajk v živo, a je kaj na tem. Veš kaj, bom jaz mogla posneti, kako jaz vzamem to kapsulo, ker sem ful slaba z jemanjem tablet. In ko mi pokovne. Piše, Veš, kaj si dekuni, a veš, Ja, starejši, ne, ki imajo. Še opomnik. Ne vem, tudi ti si rekla, da ji ni všeč. Ne, ona pokliče vsak dan. Ja, prav, bom se slikala, pa bomo spremljali rezultate, pa da vidimo, ker to je še edino, recimo, kar bi jaz rekla, okej, ajde. No, ajde, naredimo test. No, dobro, hvala, Lara, dober začetek. Hvala, zdaj je prav žal, da sem sploh rekla, če bi Kira. Bolje bilo, da bi zase vzela. Jaz sem ta prva roke odvigala. Ja, Manja je dvigala, pa sem jaz, noč, ti tako se potalaš drugam. Vse so Dajmo se naprej. Danes je z nami Manja Sevič. Manja Voditeljica. živjo. Mi smo bile zadnjič pri tebi na obisku. Ja. Zelo lepo. Na planetu, Na jutro. Ja, jutro na planetu. Zelo lepo si nas sprejela. Hvala in z veseljem sem vas in še kdaj punce. Sicer samo pozabila moje ime. Že ene 4-krat, nje se sploh spomnim, nisem. Važno, da je vedela, kdo sem jaz. Lej, Ful je bilo dobro, ker si šla tako počasi, kako smo sedele. Se spomnite? In pol me je pri tebi štekala in potem je Kajo speljala in potem bilo konec. Jaz sem tako, nekaj, kar je to moj največji strah in seveda se samo... Zdravje, na to. Ta strah se samo povečuje z leti, zaradi tega, ker imam res težave. Jaz recimo ne morem zapomniti, to je pa zdaj že res problem, ne morem si zapomniti recimo, no čakaj, zdaj hočem povedati, vidiš? Una zelenjava rečem vedno, ko je ista kot brokoli, sam bela. cvetača. Get it? Pač Kar tako. fiola po domačem. Ne, ampak Jola, ja, mislim, da tako. Veš, ampak ne moreš se besede ene spomniti. par besed takih imam, ker se jih ne morem in potem pri imenih pa sploh se pa zakomplicira pri meni na hard. Veš, kaj se meni dogaja? Jaz zmeri, kadar se predstavim, se toliko fokusiram, da bom ja lepo razločno povedala svoje ime, da pa pozabim, karkoli je pač drug Ja, povedal. tvoje ime je pa res ti Stefanija, težko povedati, kaj ja rečeš. To pa rečem, Katja, Maja? Ne, Kaja. To je pa res, to je bed, ko se ti motijo imena. In pa je tisto noter. Pa pri meni vedno priimk. Jaz ne vem, jaz se pišem Tošič in čisto vedno, ja, ali sem Tosič, ali sem Tošič, ali imam mehkiče, pa mi dajo trdiče. Ja. To je ta Instagram doba, no, pa to zato, ko so vedeli vsi po Slovenijo imena. Jaz sem tudi Stevič, pa vsi mislijo, da sem Trdiča, ne? Sam nisem, ne? Ja, no, Okej. to. Čeprav jaz tudi ne znam reči Stevič pravilno, ne? Stevič. Ne znam, ne? Jaz še z lastnega imena ne znam. Ampak jaz se tebe vedno spomnim kot Manja Plešnar. Ja, ti si zame Manja Plešnar. Ja, tako, vedno, ja. Itak. Če sem zadnjič gledala en podcast, kjer je en moški rekel, da so ženske že pri 30. da so že, kako ne rečem, mrtve, une, 40. Greb. Lahko tudi malo telovadi pa. V bistvu sploh že več Že več ni. Tako, Po 30 so za odpis. V bistvu 30 so za pogreb. Vidve ste Ja, ene mrtva že že. ban zamenjali. On je zame tudi mrtev, tako da je čist. Vidve se kako ne rečem, grob, ki sploh ne znaš več prebrati. Ej, res mi je začel zdaj videti teh, tako da jaz razumem, kaj on govori, ampak veš kaj, jaz mislim, da je zelo sušno obdobje ali za njim, ali pred
pred njim. Mislim, da v vseh primerih pa definitivno pred njim. Tako da Ja. probleme bo drage zdaj videl, ne? Ker bo Pa zdaj, ko je to javno. Pa mislim, meni je bilo samo malo sporno to, ker je rekel neki 16, so pa še kar v redu. Sem bila pa tako že malo, mogoče bomo malo raj policijo poklicali. Ja, Sem bila že tako z enim prstom stran. Ja. Kaj pa ti delaš doma? Tako da, jaz sem se bolj tega... To je mama efekt, ti so od mamice. Ja. Sicer Tako, protect the children. fantoma? Ja, dva fanta, ja. Dvojčka. Ja. To si mi prej pojasnil, nisem vedela. Veš, kaj sem jo- stara. Veš kaj, glih zdaj, ko smo ženske, pa to moški, jaz sem jim oči rekla, ko boste lovila, tako sem jim prej rekla, babe, ona da govorite, ni hita babe, ki me žalite, ker jaz sem ženska, nisem baba, ne govoriti, ker sem žaljena. Pa pazi mene, ker sem si luknjo skopala sama sebe, ker sem butl, ne. Itak ljudje smo itak butli. Sploh pa pred otroki itak pademo Hitro se stokrat, zrečeš. mislim, to je pač. In se jaz neki v hec rekla, jaz se kot ta babe lovila, haha, neki in grem stran, mami! A veš, kaj si ti zdaj rekel, kako si nesramna? Sama do sebe si nesramna. Ja, temu se pa reče, da luknjo skopljaš, pa vanjo padeš. To sem jaz. Hvala, ker sem mi opozorila, mata, čist prav, grozna sem, nehala bom, to ni bilo v redu. Pa ful lepo, da sta tako, veš. Da Sej pa prijel to, kar si Ja, se je prijel, ja. zasadila. Ja. Itak, se sta fajn fanta, tako da. Vanja, ki si rekla, da ful stvari se ti dogaja, a tudi kaj dejtaš? Ko si vemo, ne, da Manja je bila poročena, ne? Ja. Zdaj pač malo, kako je to dejtanje po 40-em, ne? Če tako, Kaj Manja samska? jaz ne bi v tem zdaj. To ne bi. To je Ampak tako- Si že odgovorila. Kako je dejtanje po 40-em? Si že odgovorila. Veš kaj, Spoznavanje glih za to ne bi zaradi tega, ker fore tem, da če ti nekoga spoznaš, ne, pa se potem še spoznavaš v bistvu, ne. Jaz še zdaj ne morem reči, mislim, ne bi rekla, da sem samska, ampak ker sem pač devoted, kako se reče, pač, ne, ampak se še spoznavam s to osebo in zdaj ne vem, pač bomo videli, kaj bo čas pokazal, a ne, ker ko si ti malo čez 40 začneš malo drugačno stvari gledati. Ampak a je Kako? zaenkrat krasno. No, je v redu, ja. Ta Ja. zaljubljena faza je zdaj. Ja. No, sej ravno to vam hočem reči, ne, sej ni nobena skrivnost, da midva nisva zaljubljena. Glih to, ne, je Ja, tista okej. faza. Ampak pač imava globoko spoštovanje drug do drugega in sva partnerja v partnerskem odnosu. Aha, okej. In zdaj sem pač jaz tam na meji, ker se sprašujem, a je to, kar jaz hočem, a ne, partnerski odnos, ali hočem biti zaljubljena. In zdaj ne vem. Zdaj ne vem. Tako da, ok, s tem sem pač vse povedala, se on tudi to ve, ni nobena skrivnost, ni noben bav, vsi smo pač odrasli, vemo, kaj se, da pač nikoli ne veš, kaj bo, ni nobene garancije o ničemer. Ampak definitivno je vsak partner, ki ti prinese nekaj in je neka lekcija ali je nekaj lepega, ali ne vem, on je zelo recimo tudi fajn za moje otroke, tudi tukaj se vidi ful sprememba, ne, ta mala, da ste zdaj videla, da jaz nisem sam mama, ampak da sem tudi ženska in da sem človek. Ja. Ti si človek. Ja, jo je treba spoštovati. Ja, spoštovati. Tako zdaj, in sem tako neskončno že zaradi tega hvaležna, ne, ker ima je to predstavo v bistvu in tako ful na lep način. Tako da, Koliko enih aspektov, na katere sploh ne pomisliš, po mojem, če si sam, pa ko se dejansko zgodi taka sprememba, je ful enih stvari, ki se zgodijo na novo. Veš, da sem jaz s enim od svojih bivših tipov, ki sva bila tudi precej let skupaj, jaz tudi nisem bila zaljubljena nikoli. Ja. Mi dva sva bila partnerja že od začetka. ja. Koliko časa? Mi da tudi od prvega dne partnerja, bum. Ampak ne v vsaki zvezi do zdaj. Nikoli. Ne, z njim. Sam To ne pomeni, da mi ni bil všeč. Tako, da ta bi- zaljubljenost, se tako Ampak verjete. prav ta Itak da je. zaljubljenost, Itak da je, to, no, ko te krešne, Ja, ali pa to sem jaz zelo ga začala. pri tem nisem imela nikoli. Od začetka mi je bil všeč, valjda, ful sem se dobro počutila v njegovi družbi, ampak nisem bila Pa sta bila frenda, predvidi pol. Ampak kaj, a nisi nikoli čakala na sporočilo, a mi bo odpisal, a mi bo poslal nekaj, a bo prišel. Ja, ampak to je tak... A si imela to? Seveda, da sem, ampak ni, veš, kako se lahko zaljubiš, ker ne vidiš 2 metra pred sabo in te zamaje tla pod nogami. Seveda, da sem bila vesela in sem čakala, a bo odpisal in bila živčna in upala, da se bo iz tega kaj razvilo, ampak nisem bila zaljubljena, na to hočem Štekam, tudi povedati. mogoče- In ni nič narobe s tem. To Ne, hočem nič povedati. narobe s tem, sam po drugi strani se pa začneš spraševati, ne, ko to dobiš, ne, kaj pa zaljubljenost vse, ne? Kaj pa si želiš tega? A si želim, ker vem, kako je. Ja, saj sem bila zaslepljena, po drugi strani pa, ko si zaljubljen, pa si malo zaslepljen, pa malo upaš, da se bo najlepše išlo, pol lahko, da ti življenje ponudi to, da to dejansko rata in je pa še lepše, ko ima za sabo eno zgodbo, mi da pa sta bila ful zaljubljena in je mogoče to lep spomin na neki, ko si skupaj, a veš, vsaj spomin, če ne drugega. Ja, to je to, ne. Pač na drugega se mi zdi, da mogoče si želiš doživeti ta občutek tega sedenja v nekih oblačkih, ker to je res lep občutek. Res, droga je to. Mislim, To je droga. Ja, To ti hočem nahajpate. povedati, ni Ne, ni nujen. nujen.
mi da so že tudi z njim narazen. Ja. Ne? Ja. Ampak vsi drugi razlogi so bili, ne to. Ne? Ja. In jaz sem se tudi spraševala, tako kot ti. Samo mater vola je funkcionirala dobro skupaj in prav lepo sva se imela in rada sem ga imela, Ja. najbolj na svetu. Saj to. In prav nisem rabila tega občutka, pri njemu. Pri komu drugemu pa mogoče pogrešala. Ampak imela sem enega gosta zanj, ki je bil res dober in so govorila malo o tej zaljubljenosti. A ne? In on je pač ukvarja se z možganskim delovanjem in tako, mislim, da je celo tudi kirurg, ne vem, v glavnem. In je rekel, da to mi je bilo tako dobro, ker je to rekel. Zaljubljenost je trik evolucije. Ne? Ja. Kaj pa s tem misliš? Ja, zaljubljenost je zato, ne? To se zgodi kle v frontalnem delu, Režno, a ne? ja. Ja, režno. In je to narejeno samo zato, da bi naša vrsta preživela. Kaj? In da je to največji trik evolucijski, je zaljubljenost. Ne? In tako razumem, vse mi je tako postavili v... Ja, ok. Mislim, vse drugo je tudi, so tudi feromoni, mislim, se tudi konc koncev nekoga zavohaš, a ne? Se je že to recimo lahko dovolj, že tukaj ne vem, kaj prej, zdaj zaljubljenost feromona, ga vidiš ali kaj, ampak definitivno je neki fizičnega, nek cloud, klele, ne, ki se pač zgodi. Samo recimo, kaj pa pol, ko pravi, da ta zaljubljenost mine, kaj se pa pol zgodi. To pa reality check, ne? Reality check. Hiter skrb živeti, da vidiš, če je to. Ja. Sama veš, če smo zdaj problem, jaz smo dva otroka, jaz ne moram z vsakim probati, če se bom videla, a se v šeselu, da vidim, kako je. To je že odgovor na to, Kako kako zdaj? je dejtanje po 40. Pa veš, kaj je fora? Dejtar je pa 40. A veš, moški je res, ne vem zakaj, vsi mislimo, da je moški malo čuden, če je sam pa 40 plus. Ja, ali pa Pa se pa jaz sprašujem, a si mislijo tudi zame? Ja, Da sem jaz čudna? Ja, si. Sama, ne da sem. Ne, da si čudna, mislijo si to. Ja, no, le, kukorkoli. Drugače, to je Okej, res. ja. Zadnjič To je sem se res. jaz pa Peter pogovarjala in sem rekla, ne vem, ena ženska, pač 32 let je stara. In je rekel, in pač, ima tipe, so ne samska, no pa že veš, da je nekaj narobe z njo. In sem pa tako, pa to ne moreš reči. Ja, to Sam jaz imam milijon uspešnih zvez, mislim, milijon, da ste slišali. No wrong! Ne milijon, ampak ene 4-5 resnih zvez imam za sabo, ki so bile pač resne. To ne pomeni, da sem jaz pač neresna, sem Ampak čudna, niso ampak bile življenje... uspešne, kaj narobe s tabo? Lej, življenjski problemi, življenjske stvari, ki pridejo. Tako kot sem rekla, ena ovira so definitivno otroci. Pač ne za enega, ne za mene. Ja, Se ja. razumemo, Bog ne dej, ne bi nikoli zamenjala Ja, otrok za valjda. enega. Nima veze, oni so vedno prvi. Ampak tako, hočem reči, meni ni bav, da imam dva otroka. Se mi zdi tako, ja, pač imam dva otroka, noč tazga. Kako pa to moški sprejme, kot to zve? Ej, ampak načeloma ok. Okej. Moram reči, da načeloma čist cool. Nisem imela problemov glede tega. Bolj imam probleme s tem, kdaj predstavljati, kako predstavljati. Mogoče sem malo prehiter predstavila, pa mi je malo žal. A ne? Okay. Pa tudi glede tega se strinjam z mojim bivšim možem, ko tudi njemu ni bilo to všeč, pa ima prav, mu dam prav. Sa pa je pa prebil, pa boš pa več 18krat predstavljala, pa bo 118. Ja, sem točno to. Ja. Kakšnih 18, kjer v svetu je živel, a ti mene poznaš, tako kakšnih 18 tipov, kaj za vsak let ruska. Nisem tako predstavljala. A pa je ta tvoj mlajši ali starejši? Kaj? Ta zdaj, s katerim se malo Lej, dogaja. kako vrtate. Ja, seveda, ne za Barbie. to. Ja, lej, Starejši, novinarka. starejši. Aha, no se to. A zblag, da Pa je so te kdaj- mlajšim. Ja, tako da že so te kdaj mlajši. Ej, poznam eno prijateljico Safijo imam, ki je bila z 20 let mlajšim. Res? Ok. Ona je pa stara koliko? Safija je pa Expo. mojih let. Okej. Mojih let je. Ja, mojih let je. Pa vem, da je to tako ene... Lansko leto se je to zgodilo Ok. Safiji, ne? Wow. Ja. 20. 20, ne, mlajši, ja. A je to si dala na mišljeno ime? Ne, to je moja prijateljica Safija. Aha, pa je, kar Ne, to je Safija. dobro. Safija. Ja, se štekam. Ja? In da se ti tvoji Je prijatelji presenetljivo, Dobro spoznala svega pol, nekoga. Ja, okej. tako. Tako da ja. Pa je rekla najprej na dejtu definitivno ne. To je bila prva stvar, absolutno ne. Pa sta pa za mizo sedela, ne, pa sta se pogovarjala in rekla, no, še vedno ne. Pa sta se vozila že domov in potem je imel eno tako ljubezensko lušno izjavo. Je bilo tako, kako bi zdaj šel še na kakšno klopco s tabo sedeti. Tako, so sweet. Ja. Tako old school gentleman, 20 let mlajši, ne, kako zanimivo. Wow, ne, tako. To pa je kar doživeto razlagaš. razlika. Ja, to bi jaz to rada, jaz je pa jaz bi to toliko rada izkusila, ampak Pa zdi, da so te kdaj na mlajši, Safijo. tudi tebe kdaj pecala, a so te mlajši, ker ti tudi zgledaš mlajša. Barvino. Ja, no kaj? Barbi, a bi ti mene, če bi bila mlajša? Jo, voda, pa A se saj si mlajša? Pa se dobro, ja, en A let. bi me? A ja. Voda, da bi te No, lej, mlajši, pa sej evo ti odgovor. 40 and fab, lej, jaz mislim, da ni ne, niso ovira, ne, zaenkrat. Prav, Manja. Čakaj, vidiš, Prav, Barbie. Kjer ga mlajšega? Ne. Barbie?
Ja, mislim, moj tak je 5 let mlajši od mene. Dobro, Ja. to pa nisem vedela. Opa! Pol si ti šepica. Ja, itak, ja. Ampak zdaj, pri teh letih, pa zdaj, ko govorimo, ker mi smo ena mečkan druga generacija, ta vmes, ta je še mlajša, a ne? Ja. A bi te zanimal, ne vem, pač prijateljica je imela izkušnjo s tem 20 let mlajšim, ampak ne, bi rekla Safija, a priori, ne pozabi. a bi imela a priori, bi rekla ne, ne vem, recimo 20 let mlajšemu, ali se pustiš presenetiti, ker lahko je tudi nekdo, ki je 20 let starejši, še ful otroči. Dajmo tako, veš, Ja, v pustiš tem smislu, ja. pustiš karakterju, da se razkrije, ali pač ti je ono pak stara baba pa mladec. Mislim, ker je še bolj včasih, ko unoka kontra smo navajeni, mečkano v tem našem seksističnem svetu, Ja. je pač, veš, koliko je starejših, ki so potem fulcari, ki imajo neke mlade. Safi je bilo malo naroden, iskreno. Ja. Ampak, ker Safija je vprašala tega mladeniča, koliko je pa kaj tvoja mama stara, jo poznam. A ja. Ja, in Kle je bila Safija, ne? Aha, Ina je poznala pol. Ne. Okay. Ampak hočem pa reči, se je Safija s mamo spoznala? Ne. Nisem, okej. Koliko časa je pa trajala ta zveza med A sabo? to pa zdaj, ne vem. 3 mesece? Ne, več po moje, kakšnih 6 mesecev. Ja, Ampak sta ostala ful dobra prijatelja v zelo lepem odnosu in se kako se reče? Ne, čestitljivo, čestiš, Čestitljivo, ja. Da. spoštljivo so naše. Zelo se spoštujeta, zelo. Tako, kot da bi bila velika ljubezen, ampak v bistvu ni. A pa je bil razlog starost, a pa če je bil razlog čist drugi? Razlog so bile različne želje, zato ker ta mladenič si je menda, ne vem, pod Safija prav, želel pač čez 10 let imeti družino, definitivno, ne, dva otroka, in je zelo tak strukturiran, ve, kaj hoče, šport, kaj hočem, zaključiti faks, in starejši je šel na faks. Ja. Ok. In enostavno Safija je bila pa v momentu, ko je tako, jaz pa ne vem, kaj bi jaz, ne, v bistvu. Mislim, otrok definitivno ne Ne, bi to imela. definitivno ne, ampak pač, ja. Vse to je pol jeba, ne? Ja, Glejle in se potem pač pol. odpade neka ta Ja, kemijska točno to. reakcija med njima, ne, in potem od začetka se je vzpostavil, ker bo to prvega dne povedan, in je bilo iz začetka medsebojno spoštovanje, ki je samo preraslo v dobro prijateljstvo z pač nekimi elementi. Pa to sta na začetku že vedela, da najbrž to ne bo to, ali na začetku sta šla z neko skupno vizijo? Ne, takoj na začetku prvi dejt je bilo vse rečeno. Aha, Ja. so bile karte na Lara, način. glej tja. Pa sej sem, 2 je pokazal. Okay, Koliko je vroče? Gledam. Ja. Boga Safija oprosti, kad se tako Ja, eksponira. zdaj vemo vse v Safi. Ja. Ja. Kje pa ime izhaja? Okay, Mislim, Ej, Ja. iz Bosne valjda je Safija. Ne, tudi ta tip je iz Bosne. Ne. Ne, lahko je ena druga tema. Ne, jaz imam pa še eno vprašanje, preden. Ta Safija zanima. Ne, zanima me, a se seks, a se spolnost, pa se bom čisto navezala na prvi del, ko nas je nekdo pokopal, a ne? Ja. A se spremeni in če se ti spremeni, se ti je na boljš, na slabš, na middle, potem, ko si starejši, recimo izkušenejši, mogoče bolj samozavesten, mogoče manj, ne vem, a se je zate spremenilo, kaj? Dajmo reči, od Ja. punčkastih let, dekliških let, pa zdaj do ženskih let, evo, zrelih ženskih let. Ja, bolj sem se začela fokusirati na se, pa kaj meni všeč, pa mi to sedi, mi ne pač povedati, kaj mi paše, pa tudi čutiti, a je to, ali ni, tudi prek tega, ne, tako da definitivno, pa tako brez, pač, a imam ta občutek, da lahko brez sramu povem, kar si želim, da sem res jaz, kaj sem jaz, kdo sem jaz. Pa sem se malo spraševala, kaj pa je meni všeč, kdo pa sem jaz in tako sem prišla do nekih zaključkov. Okay. In definitivno iz tega vidika je boljša, ne? Tako da to. Ampak še vedno pa mislim, da lej, dva se pa ujameta, ne, pa sta lahko cel življenje skupaj, pa ima je the best. Ena, dva se pa ujameta, pa sta v eni pozi konstantno, pa ima je the best. Recimo imam frendico, ki je rekla, tako luška je rekla, ej, veš, mi dva, ali on je celo rekel, je rekel, pismo, ej, mi dva ne znava seksati, ampak nama pa tako dobro skrb prihaja. A veš, ena poza forever, ampak pač, jaz mislim, da je to že Why fix it if it ain't broken? Ej,
pa veš kaj, z vsakim je tudi drugač, pa se prilagodiš, pa z vsakim kaj novega spoznaš, pa sebe drugač vidiš, pa vidiš, kaj ti je všeč še bolj, ne vem. Mogoče sem še ena stvar, veš, zakaj sem te to vprašala, ker je zadnjič mislim, bom kar povedala isto Gartner, ki je imel pač en svoj podcast, ki tudi pač se zelo veliko posveča spolnosti in vsem tem zadevam. Je ful dobro rekel, da recimo, da njemu pa, mislim, mogoče ga ne bom zdaj čisto prav citirala, ampak njemu pa pač ženske, ki so starejše, načeloma, da mu ful bolj dogajajo ravno zaradi stvari, ki si povedala, ker ne vem, celulit, ki ga ima, strije, ki jih ima, tako, on je rekel, to pomeni, da ima neki za sabo življenja. To so izkušnje, to pomeni, da drugače gleda na sebe, ne kot tiste 18-letne smrkle, z vsem dolžnim spoštovanjem, ker jim vse stoji na mestu in je vse proper, ampak imajo mogoče čist drug odnos do tega. Zato sem te vprašala, ker on je rekel, da ponavadi je boljš tako, boljš zato, ker ženska, spet odvisno od ženske do ženske, ne, ker ve, kaj hoče. Ja, pa bolj gleda nase. Gleda nase, zna izraziti svoje želje za to. In on je mene ful, mislim, v bistvu Kaj bolj seksi rataš z leti, ne? Bolj seksi rataš, bolj si... Energy je tvoj rata bolj seksi. Ja, zato, ker delaš samo na sebi. zadostna, v bistvu, To, samo ne? zadostna, predvsem Ker to. si, ne, dejansko. Ko ne rabiš pač, Ne. ne. Jaz sem samo sem kul, tako kot sem, da ti si sam nek dodatek zraven, ne ona, da moraš ti meni veš, dopolnik manjko, ne. Ja, pač zraven si začeti. Čisto zato sem. Ja, ne, definitivno, ja. Sigurno, jaz se počutim tako že tudi zdaj pri mojih letih, da sem sama sebi dosti. In kaj še lepo? Ja. Kaj še lepo to bo pokale? Boš tako kot Safija. O ja, pustimo se presenetiti. Ampak ne, hočem povedati, da to je dober občutek in da itak vsi stremimo k tem, da bomo zmer boljši. Sem se spomnila, kaj sem hodila prej reči. To, da pač, ko se navadiš, da je vse dobro, pa že začneš iskati probleme. Je pač vse kul in kaj pola, ti je dolg čas trati, mogoče ne vem. A bova zdaj kaj popravljala, pa vse funkcionira. Pač uživi. To, konstantni impulzi iz okolja, veš, ker smo tako v hitrem svetu, vse je hitro, Instagram, reklame, vse se hitro menja, vse imaš na roku, klemaš, kupi to, dej uno, potem si tam, lahko si tam 3 mesecih naenkrat, lahko hitro govori, razmišljam, in valjda, da potem ti manjkajo te impulzi v relationshipu, meni pa glih to manjka, ta mir, a veš, ta... Ja, pa še. Lahko sedimo na kavi, pa smo pač gledajo sonce, pač ne rabimo sploh nič govoriti, smo lahko kulje. No, zdaj se mi pa mudi, aj čau, ne? Ampak pač... Sem imela reset. To je ta razlika pri 40, oziroma 43 ali pa pri 23. Kaj sem pa tako, če je Petro tih sem krvno, kaj je narobe? Zakaj ti? Dajmo se kaj pogovarjati, dajmo upravljati. Ja. Kaj se dogaja pri tebi v službi? Ja, to se je zgodilo meni v službi. No, vse. Ja, različno je. Jaz sem hotela s tabo odpreti v bistvu eno tako ful zanimivo temo, ko sem študirala. Kaj bi te vprašala, o čem bi se s tabo lahko pogovarjali in sem prišla do ene ful zanimive ideje. In sicer ti si ženska, ki je že kar nekaj časa prisotna v medijih. Tudi mi se pojavljamo v medijih na nek način. Kako pa je biti ženska v medijih? Kakšne so prednosti, kakšne so slabosti? Glih včeraj sem se z mojo ful dobro prijateljico Ajdo pogovarjala, so rekli, ko so obe. Je rekla, da je in je res, to bi izpostavila prav pravma, najhoj je to, da v bistvu ful velikrat nimaš sploh izbire. V smislu, si na enem mestu, si, ne vem, je konflikt nekih interesov, vse je v redu, ampak pa zaradi tega konflikta je odločeno že naprej, kljub temu, da si talentirana ženska, da ti pač tukaj ne boš več, recimo. Razumem. To je tako se nemočno počutiš in to je ona rekla, izrazila je to, tako se nemočno počutim, zato mi ta biznis ni všeč. Po drugi strani mi je pa ful všeč, pa spet po tretji, zato ker imam svobodo razpolaganja s svojim časom, ker pač res je tak poklic, ki je lifestyle. In jaz tudi recimo, jaz konstantno delam, ne, jaz delam tudi za vikend, ampak delam v glavi, jaz spremljevam, debate imam sama sabo, ne, in to je konstanten ADHD, ne, konstanten, in se meni sam še slabša z leti, ampak hočem reči, po drugi strani me pa to krepi, mi daje toliko enega zagona, ker rada delam z ljudmi, ne, meni je to job, ki je dobesedno mi pisan na kožo, zato ker sem toliko rada z ljudmi, ker res rada človeka pogledam v oči, res bi rada ga spoznala, rada bi razumela, kaj je v zadju. Ne delam pa tega z namenom, da bi jaz bila v spotlightu, da bi jaz, ne vem, tukaj sem tem pa jaz povedala, poslušajte, ne, jaz sem uslužbenica v bistvu publike, ne, jaz sem pač uslužbenik in jaz pač pomagam prevajati energije skozi kamero
In jaz vem, jaz se zavedam tega. Pol je pa tretja stvar, ne? Ker te je strah, ok, stara sem 43, ok, zdaj enkrat imam srečo, še ne zgledam tako za en drek. Dan se je že drugič pohvalila. Lej, dobro mnogo se samo hvali, prosti. To je tudi moj moto. To je tudi v življenju. Mislim, ne, da, no, sej veš, da ne mislimo tega vse vedno, ne? Ja, Ali vem, pač itak. te bi mogli itak še malo bolj delati na tem. Ker se nijam za popolno daleč, oh my god, ne. Pa tudi ne bi hotela biti, to je itak narobe. Ampak hočem reči, da me je itak po eni strani mal, ne strah, To služba te za forever. zavrnitve, a veš, enkrat, ko bo nastopila, zdaj pa nisi ti več za pred kamero, ker to se bo slejka prej zgodilo. Dajmo se dejansko razmišljaš že zdaj o tem, da- Ja, ne, že cel cajt, ker itak vem, ali se zrediš, ali karkoli. Mislim, sej, hvala Bogu, da smo v svetu, kjer se pač večino teh tematik ful odpira in da je zdaj veliko več možnosti tudi za ženske, ki recimo nismo size zero, a ne? In da smo lahko tudi, hvala Bogu, lušne, če imamo malo več mesa na sebi, ker hvala Bogu, da se to sprejema, ker se mi zdi to nujno Ja, obline za so napredek. vedno bolj Pa Vse so od sprejemajo. nekdaj bile samo umestne in kaj se je zgodilo. Samo niso jih na televiziji kazali, ne vem. Ne Ne vem, Eno no. obdobje je bilo, ja. Pač obdobje je bilo 80, so nas po moje, takrat nas je to, ali pa že 70, ne vem, kdaj se je začelo se vse, ne, lepotni ideali je, ne. In mi je všeč, da se to razblinja počasi. Mogoče bo tudi ta, s temi leti pa, ne, prišlo tudi, kaj je pa z leti, a ne, a je v redu, ne, 7 mesecev je v redu, da jaz bi rada videla starejšo žensko, ki je lepa, ki se vidi, da se neguje, noter. Pa od tudi, če ima noter, gube, a ne? Seveda. Da se A si ni padla zapustila kdaj? nekako, ne? Ja. A si padla kdaj v kakšno past teh lepotnih idealov? A si kdaj razmišljala, ne vem, jaz bi pa zdaj si popravila to, zato ker si nisem všeč, ali pa jaz bi pa zdaj to v tem smislu. Ne toliko, mogoče zdaj res zadnje cajte, jaz sem se res ustrašila tega, ker sem to kle videla. Tako, da mi Kaj? to To so te marionetke. Oh my God. Marionetke, Kaj ja. je to? Ja, to je ono, ko dobiš pa tele dve gube in pa se kao na lutke, ki so, a veš, Ono one iz stare. Scary Movie. Ja, Ja, pa ki imajo ne, tole. ne vem. Pa malo ti šarpejče, malo šarpej rataš, tukaj dol, Mislim, kuša. ja, meni je to, tega me je bolj strah, kot gub, recimo. Gube mi je tako imajo vse sen, ampak to visenje. Ja, veselje, ja. To sem na prvič rekla, čak, to mu pa mogla neki not, da ne bom. Jaz se res držim tega, da res ne bi rada, razen če mi bo res to hudo, da nam mogla ven iz bajte, ker ne verjamem, da se mi bo zgodil. Ampak hočem reči, ja, da mi je bilo tako malo, on second thought. Ampak kapo dol, no, da ustraješ pri tem in Ja, da saj. se držiš Sam je, tega, a veš, pri mojemu si bivšemu delodajalcu, pač se vse veste, da sem delala na popu, a ne? Se je tudi Barbie delala, sem bila pred kamero in jaz sem bila vedno v napačnem obdobju pred kamero. Pa jaz dejansko mislim zase, da sem dosti dobro delala. Lahko to zdaj ful zveni samo všečno, ampak da sem bila... Hvala Bogu, da to misliš zase. Dobra novinarka, saj sem tudi Ne se slišala. opravičevati za nekaj, kar je res. Bila sem recimo Ja. na hard newsu. In jaz nekako tak feeling imam v slovenskih medijih, pa ženskah v slovenskih medijih, da takrat, ko sem bila mlada, sem bila v hard newsu in da so mi mogoče bolj kakaj drugega manjkala leta. Ker hard news pa mogoče Ja, zahteva ja. neke izkušnje, Da pa nisi leta, tam, ja. poznavanje, pa backgrounda. Politika, pa Tako, vse. tako. Pa jaz sem imela same te težke teme, a ne? In vse, če pogledaš, ne vem, Darjo pa Petro, tudi nista več rosno mladi, ampak tako rasturata. Ker Ja. tudi njima verjamem, Kredibilni sta. ker 20-letnici ne bi verjela, da bi tam nekaj Ja. razlagala. Ja. Močen karakter ima. Tako, tako da pač in pride fora je, zlija. in Pa fora tudi je, lepi sta, ne, zelo. vse štima, ampak hočem ti reči, da tam leta ne, recimo, niso ovira. Imaš pa potem, kar ni hard news, ker je bolj show business. Ne? Pa, a veš, ljudje so leteli zato, ker so bili predebeli, ali pa so bili predebeli jaz sem za to neke slišala. standarde, ker so se postarali, ker je bilo neki in to tako, pač moški nimajo tega problema. Če je dober, je dober. Ženska pa, če je dobra, mora biti pa fucking hudičevo dobra, drugače sem še stara pa debela. In gre. Ja, no, gre. Ne In samo ni to, fair. tudi plače Razumeš? se razlikujejo, To pa itak. tudi moški in ženske, to Ja. sem hotela mogoče še od tebe. Mislim, ne vem, nisem šla zdaj jaz v pogleda delati, kako je pri nas, ampak tako, hočem reči na splošno, pa definitivno verjamem, da je tega res, ta meja se more, pač nekako, ne vem, moramo priti na eno ravnovesje, ker to pa Jaz sem se gledala- moramo boriti, no, za to. Danes sem gledala malo statistiko, še vedno je tudi pri nas več moških urednikov, pa na višjih vodilnih položajih v medijih pri nas, kot žensk se najde kašna, ampak so redke. Pri nas je več urednic. Urednic Ja. prvaš na Ja. planetu? Ja. Kako? Ja. Ja, jaz se prav spomnim, ko sem prišla delati, ker delam.
da mi je Barbie rekla, Lara, ti sam gledaj, to je moški svet. Rekla si, it's a man's world. Men's World. Ja. Saj imamo tu ženske urednice, sam še vedno je šef moški. A ne? A veš, Tudi pri nas, urednica recimo, pa na tako, radiju. Administrativna dela, pa vse to, da organizacija pridne mravljice in to, da vse naredijo by the vse, book, ko pišejo, kot nekdo nekaj naroči. A veš, To to ja, mislim, ne? okej. Meni je bilo ful novo, ko sem prišla v ta svet in ko se srečaš s temi stvarmi, pa si mogoče kot neka študentka novinarstva enkrat niti približno nisem predstavljala in sem imela čisto drugačne plane, pa pač vidiš, kako stoji svet, pa ne samo ta firma, v kateri si, saj je povsod približno isto. Od tega, da ne vem, mogoče si kakšna moja sošolka ful želela biti komentatorka športna, pa imamo kakšno komentatorko športno v Sloveniji? Imamo jo Jolando. Ja, pa Sanja Modrič. Ja, Sanja pa Modrič ni komentatorka, ne, novinarka, pa ja. voditeljica. Če že pride To je res, ja, ženska v komentator. šport, Pa res, da bi komentirala fuzbal. Jolanda Bertole? Saj jaz razumem, da... Ni toliko zanimanja tukaj, ampak a veš, kaj hočem reči, da bi ženska komentirala. Zakaj ne? Jaz pa mislim, da je, samo niso najbolj v spredju, glede zaradi tega, ker jim nobene da šanse, mogoče. Jaz pa to verjamem. Jaz si predstavljam, da predstavljaj si, da da tam nek hardcore gol in da je ful, ne vem kakšno vzdušje, predstavljaj si žensko, da se dere, ne, ni dobro. Zakaj ne je ful dober? Moje mišljenje. Manja, pa se, jaz ne vidim. Šeško! Točno, ni Slovenija bi padla, gorel bi, to je to. Veš, kako bi bejbe znorile, kad bi baba... Lej, spet sem to Ja, prav rdeča je. Luknjo sem si skopala. Ženska. Reka baba, prostite mala, da imate prav ženska. Ne? Hej, da bi bilo pa dobro. Ampak, Vem, da si bolj predstavljajo. In Šeško, a je bil offside, a ni bil offside? A veš, tako si predstavljajo, fantje. Mogoče. Ženska komentira. Jaz malo brigam to, ne? Oni tako pričakujejo. Ampak Ampak jaz sem bila del tega sveta, ne? Se Ja. spomnite? Ja, tega. Nogomet, ne? Ampak Tega tega kvota kvota dodana tvojega. vrednost, ne pa da je sam Sej, pa že delala. oblak. In zdaj ta. Tudi v Angliji, tudi na Hrvaškem so ženske komentatorke in tudi voditeljce Lige prvakov in fuzbala in zelo, zelo dobro funkcionirajo. Mislim, da pa ne vem, če smo mi kot družba tako zreli. Jaz mislim pa, da počet, ja. Ja, ker Sej. mislim, da nek fant iz Ruš ne bi bil navdušen, da ti komentiraš Ligo prvakov. Ja, mogoče ne. Pač nimam prav Rušen, to sem pač Ne, stereotipno poslušaj, iz nekaj spodnjega vedela. dupleka, kogarkoli kašlja. Fora je v tem, da Brčneva na sem, eto, to sem jaz kjerekoli. želela. Ja. Od začetka ne bi bil navdušen, definitivno ne, navadiš. ampak bi se tako obrnil, kot kamen. Ja, mogoče kasneje. Res. Nekateri se ne bojo nikoli, po moje. Zaradi tega, ker Ja, pa se ne moreš vse zadovoljiti. da vem, kako veš, V3 gledate pač komentarje našega podcasta, jaz ga včasih in tudi mi Ja, imamo, da je res spicy teme v tem A vi podcastu. gledate komentarje, res? Jaz jih brišem. Jaz jih brišem. Tako da waste of time, če boste kaj Kdaj? pisali, definitivno ne bo prišlo do mene. Tam je tako, prosti, Lara. Jaz jih brišem ljudje, ne brišem komentarjev, ne brišem komentarjev, ki rečejo, ful si slabo odvodila, pa nisi se pripravila. To je pozitiven komentar, ki mogoče Ja, ne za razmisliti. okej. Vse hate komentarje, pa tako, don't waste your time. Ne razumem, zakaj si človek, kot Lara si ti zanč rekel, vzame čas, da nekaj grdga, sovražnega, brez da nas pozna, napiše. Tako da, če ste mislili zdaj napisati, joj, ste vse debele, pa grde, ne vem, whatever, ker točno to včasih napišem. Ja. Tako, delete, ker pač ne dovolimo A si tega. videla video? Meni je ena gospa, veš, ker veliko se, sam to povem, kaj je tako luška, velikrat se vtaknejo v moj styling, ne, in jaz pač nekaj tudi sodelujem pri socialnih mrežah in malo tako pomagam včasih za omrežja, kadar naše Zarči ni in jaz v bistvu sem pač preključena tam, ne, in pol po nesreči, veš, ko kliknem, pa pade, pa vidim komentar, ne, in sem tako, Se vse, mene pač ne prizadene, jaz imam to srečo res, da imam res debelo kožo, kar se tega tiče, me res prav briga. Ampak je tako hecno, veš, ko pa tako razmišljam, kaj bi lahko rekla, če bi imela tako možnosti reči, da veš, pa tako, planiram, ampak ni tako zlobno. Recimo primer, jaz sem pač, vedno polič teka na bližnja, ker je meni to všeč in jaz sem to naprej furala, tudi če me 10.000 ljudi na cesti popluva, ker so me že gospe, to, ko me te priča, pa ni. Jaz ko, gospa, vse je v redu, a sem vam všeč drugače? Ja. Pa je pa vse rešen, meni je pa to všeč. A sva zmenjene? Preka sva zmenjene. A sem vas kaj užalila, je rekla,
Absolutno me niste. Meni to, da me gledate, mi največ pomeni. Hvala. Kako si lepo odreagirala? Ja, pa ne, saj sem to resno mislila. Ni bilo. In hočem reči, da zdaj je gospa mi napisala, jo, tale srajca pa ne vem, sploh ne vem, kaj reka neki, da zgledam ne vem kako. V glavnem, whatever, nekaj je bilo tako malo na pol zlobno. In jaz ko, pač kul, ne? In si mislila, super, gledala je, a veš, vse gledam, to je moj prvo, gledala je hudo, a veš, dobro, všeč sem ji v bistvu, a ne? Sem pa še, okej, srajca in ni, ja bi ga, ne? In potem sem pa tako zmišljala, kaj bi jaz napisala, če bi imela možnost komentiranja, a veš, vsem tem, kakaj hejta, no? Recimo v tem primeru bi jaz rekla, gospa, hvala, ker ste pisali, ker ravno odpiramo mesto, nujno rabimo novo stilistko, ne? In vi bi vas povabili, da pridete, jaz bi čisto res to naredila, odprt tečaj pa za stilistko in da pride in da reče, super, kaj ste mi pripravili, ja bom nosila in bi rekla, super, in bi dala gor in bi nosila in bi rekla, kaj pravite, oblekla me Jožica iz spodnega dupleka, ki ji ni bilo všeč moja srajca, a vam je kul. In zdaj sem jaz vključila našo gledalko, a ste zdaj bolj zadovoljni, pa dajmo glasovati, kaj je bilo boljše, tisto sem se jaz spomnila, ali to ne? Ja, no, sej. Drugače, to je ful dobra ideja, meni. Simpatična, da jih vključeš, a veš. Še to, da je drugače, ko si rekla, da bi to napisala, jaz sem imela en sajt svoj fake profil, ko sem bila tako, no, zdaj pa fake profil. Če pa kdo pa Lara? To je ful dela. Ma ne, veš, kaj ne čisto, slučajno sem bila mail in sem bila na tem naredila slučajno. Ne, res sem bila. Se bo prerasla, veš, koliko bo se čez par let. Ne, se to je bilo 3 leta nazaj. Sem pa pruno, Lara, zakaj to delaš? Sem pa res strani sem se pa dobro počula, ker sem dala ven. Sem nisem hodila. Se mi zdi, da če se grem jaz kregati s hejterji, jih bo pol še več in bodo hoteli dobiti pozornost. Če pa napiše kar en profil tam, bodo bili pa ono. Ali bodo pač se hoteli z njim kregati, ali pa pač, a veš, bom pustila tam, važ, da sem jaz ven dala. Vem, ampak ti se moraš resno vedno vprašati, ne? Tudi če daš nazaj, ne? Kaj si ti zase naredila? Kaj si ti zase naredila? Se počutiš boljše ali slabše? Ker down the road se počutiš najverjetneje, mislim, ne vem, no, to boš ti povedal, da bom ti spomnil. Ne, veš kaj, ne, se pač ni bil tak hejt komentar bednosti, da je bilo ono, ne, ti si bedna, pa ni bilo tako. Ampak, kaj veš, ne vem, takšno malo provokativno vprašanje in se pol mogoče iz drugega profila sem takrat malo odgovorila. Ja, ampak, kad si se vprašala, zakaj si rabila sploh karkoli? Ne. A veš? Bila sem čisto tako, no. Okej, daj bom jaz tukaj šla, pa še lajkala si bom zraven video. Jaz sem šla tako na te. Tako da ti se boš počutiš, ampak pol na koncu, če pa se šteješ, pa pol, ko boš starejša, ko boš to gledala nazaj, še reka, pa se v bistvu tega sploh nisem rada, to je Lari Fari. Škoda mojega časa. Ne, to čisto verjamem. Ampak ne, ker sem se hodila pa vrniti še za nazaj, je pa to, kar smo govorili o naših komentatorjih in je to, da rečejo, no, ko ste nagravžne ali pa ne vem, ko govorimo recimo o oralnem seksu, kurbe. V kuhno nazaj. Ne, ženska je vedno kurba, ne glede na to, kaj reče o seksu. Ampak, veš, moški so lahko proščeno, svobodno pogovarjajo o seksu. In če se pač ženske to pogovarjamo, pač ja, smo pač tipe, smo kurbe, kdo vas gleda doma, veš, na to forum. Meni je bilo najbolj zanimivo, ker sem se lotila teh komentarjev pobrisati. Ker pol, ne vem, pobrišeš ta prva 2, 3, ki pridejo, jih ne bo prišlo še 5, 10, 6. Ampak bo prišel en lep, pa bosta pol prišla še 2, 3 lepi. Se bo to obdržal. Vlak, torej. Selekcija. A pa veš, kaj meni včasih lepo Se prav, da se briše to. Kaj je kjer grd komentar, sam pol pa se oglas nekdo, ki te pa bran in sploh ne raba se več ukvarjati. Veš, kaj je ono, ne, ta Lara je pa res glupa. Je pol ono, kaj ti govoriš, Lara, je v redu. Pol je spet ono, ja, ne, zapita, ne, pol je ono, ne, Lara. Brisati hejt komentarje, jaz sem za. Sam en bi se mogel sam s tem ukvarjati posebej, zato ker iskreno, res, kot sem rekla, škodati časa, ker imamo toliko bolj zanimive stvari za delati v življenju, kot kartone. Še preden nadaljujemo z debato, pa sam eno vprašanje. Kje je prva stvar, ki jo moški opazijo na ženski? Jaz bi rekla, da oči. Ja, zihar, pri tebi so definitivno oči zelo poudarjene. Zihar ta prvo opazijo. Dobro, Vesna. Jaz bi rekla, da vse je prva stvar, po kateri žarevamo naša samozavest. A se strinjamo? Ja. Če imaš pa kaj lepega oblečenega, udobnega, pa mogoče, da se malo blešči, pa tudi ni nič narobe, a ne? No, samo kristalčki. Orožje na sep, ne, takele pajkice, una za $1 milijon. Lelosi special edition s kristalčki. Pa se počutiš tako $1 milijon. Ja, no, ful so dobre, ful so mehke, dobne. V glavnem in tudi, če ti verjameš v eleganco in predvsem v udobje in veš, da je tole preverjene lelosi kvalitete, pol nimaš kaj izgubiti. Please, probajte. No, pa še eno dobro novico imamo. Do konca leta smo vam zrihtali -20% popusta in pa itak vsi vemo, da se zdaj bliža najlepši možen čas v letu. Moj najljubši čas v letu, kaj polno bleščic, pa lučk in vsega tega. In jaz mislim, da bodo tele pajkice s temi bleščičkami. Če kdaj kristalčki pašajo zdaj? Zdaj pašajo. Definitivno, ne pozabiti pa izkoristiti tudi kode, tako da klele imaš napisano, zdaj pa nadaljujemo. To je drugače ona tudi povedala.
Ne, da imajo kle napisano kodo, ni povedala. Ja, prost. Tam imate napisano. Manja, poznaš koga, ki je bil, če smo še pri ženskah v medijih, da je ženska prišla do položaja, sem zato, ker je dala noge na razen. Ojej, ne. Ojej, To nisi. nisem... A poznaš katero, ki je dobila, ali pa da se govori šuška za katero? Verjamem, da obstajajo, veš, variante, ko je ženska, ne vem, prisiljena v neki, ker ona takrat v tem momentu ne vidi izhoda in mogoče misli, da je to pa res edin tiket, ne? Ker pač verjamem, da ji ne bi noben verjel, a veš, če ima ta moški moč, ne? Če se to dogaja, je definitivno pod prisilo in to je stvar, ki bi mogla biti pač za zapahe. Ta človek mora v zapor, če to počne. Ker to je psihično maltretiranje in mučenje in pač to je definitivno ful narobe in ta človek bi mogel biti kaznovan. Veš, kaj je še problem? Recimo, predstavljaj si to ti eno žensko, ki je šla, ne vem, študirati za svoj poklic, se uči, rada bi znala, rada bi delala to, pa pride ena, ki pa si misli, pa sej jaz sem pa tako, sem za na kamero, sem lušna, sem in pride in da noge na razen in dobi službo. A lahko je sam iz enega drugega zoren, kako taklele tole odprem, Timo? Ja. Eno je ženske pa to, kaj počnejo, pa ojoj, ne? Druga je pa kaj pa moški, a vsi moški rečejo temu ja. Dajmo se kle vprašati. Ne. Ker jaz nočem, da to tako izpade, kot da so vsi moški uniki bi rekli, prete se na Ker ne vem, ne verjamem, ker jaz poznam veliko res krasnih moških in res mislim, da To sploh ni dis danes na moške, Okej. samo tako pač, kako smo tretirane in jaz sem zdaj eno čisto mogoče osebno še povedala, ker sem jaz prišla na to firmo, jaz delam punce vejo s samimi fanti, mogoče z izjemo enega. Jaz sem imela prve pol leta, potem, ko sem prišla, dejansko konstantno feeling, da... Kako sem ti rekla, Barbie? Se ti si najdla? Prav, da... Da si sam, da si kaj... Ne, poslušaj, mi smo čisto v redu. Pač Da si ti fauš nekako. Ma ne fauš, tako prav je bilo uno, kvazi ta baba nam tle soli pamet. Evo, lej, čisto bom povedala. Res dejansko, prav ego issue so imeli, da so dobili za žensko šefico. Mogoče ga niso imeli. Mogoče je bil to samo Jaz sem moj... tudi v kakšnem sektorju v službi, ne bom rekla v kjermu sektorju, a ne, kaj je bolj povezano mogoče s tehnikalijami. Imam ta včasih občutek, jaz sem... pa me tako pobožja na koncu, sej bo Manja. je ego issue... Don't patronize me! Jaz sem human, jaz nisem zdaj kle ženska, ti moški. To je moj job, ti jih boste, da poslušam. Ja, in v glavnem jaz sem imela ta feeling, res sem imela, lahko je bil napačen, se pravi z izjemo enega od teh fantov, a ne? A je bil Uroš ta izjema? Ne, ampak hočem reči, da rabila sem mogoče pol leta, da smo stvari nekako zapeljali in da so videli, da pa mogoče tiska počnem, vse ne pravim, ne, da lahko sodelujemo, da mogoče nekaj rečem, dejansko sem se mogla dokazati, mislim, da se kot fant ne bi rabila. Pa zdaj, a me oni spoštujejo, a ne, a mi dobro delamo, ne, to je potem vse stvar procesa, pa kakšen si človek, pa kako se ujameš. Ampak takoj sem dobila bombo na začetku, oziroma tako, nekdo mi je dal jasno vedeti, da sem zato, ker pač ne, baba meni pamet solila, pa nič nisem še naredila, sem pokazala sem se. Apropo tega, jaz imam ful velikat, to mi tudi gre ful na živce, a ne? Ker v bistvu bi lahko bil kompliment, ampak jaz to tako vzamem kot žalitev. A tako vse sama narediš? Wow! Kaj, tudi vse sama. Ja, to pa moram. Prosti, kurac. Pa jaz ne bi mogla to sama narediti. Kaj pa je? Kaj pa je? A sem, ne vem, a sem fizično nesposobna, da upravljam motorne sani, ne vem. Nima izpita, ampak lahko probam. To pa bi. Sorry, zdaj sem pa jezna. To me ne mota, ta pokroviteljski, ta... pokroviteljstvo. Ženska pa si takole. Kva ženska pa... Kva? Pa ponovadi tudi žensk. To je najhuj. Same sebe. Doj nehi. Pa če si ambiciozna. Ne, nisem ambiciozna, opravljam delo, ki ga obožujem. That's it. Ker sem Prav razpizla sem. Ja, ti kar daj ven. Ženske ženskam največji sovražnik. Ja, to pa če smo prijateljce ženskam, kaj pa če bi mogli nekaj svetovati nekomu zdaj, ki bo prišel v medije, eni mladi, ambiciozni, z željo po nekem uspehu zgraditi kariero v medijih. Noge daj na razen, pa bo vse reč. Ne, jaz bi rekla, da naslednjič, ko je šef reče, Kika se je prekratka, te reče, ti si kratek v glavi. Pač tako, Ste veš, da bo več imela službe, pa ne bo rekel, da je kikalca prekratka, rekel bo, da je kikalca predolga. Ampak baby, no, mislim, ne, to sem mislila, ampak baby, če bi vsaka ženska
to hočem reči, od zdaj naprej, od danes naprej rekla to šefu, bi se to obrnilo zelo hitro, zato ker tega pač ne bi smel več biti na delovnem mestu. Ne bo vsaka. Ja, se pravim, zato, ko mi je vprašala, kaj bi vsaki svetovala, bi vsaki svetovala, Da se postavi zase. Da se postavi zase, ker jaz sem bila v situacijah, ko je bila mlada punca na delovnem mestu, nima veze kje, in je prišel tedanji urednik v režiji, ne znano kam, in jaz sem bila tam. režijo, ja. In je bilo tako, tale kikaca, še malo bomo mogli skrajšati. Tako je bilo. In jaz sem bila vzad, pa jaz sem bila nedolgo tam. Pa sem rekla, pa je bil moj urednik, pa sem rekla, a takole, tega pa tega leta smo, pa se bomo takole, ali kaj, a to bomo govorili. Zakaj sem ženska, jaz sem užaljena, kaj s tabo. Pa mi je bilo vseeno, me odpustila, ali kaj, ampak jaz sem rekla, ker nisem mogla biti tih. Nisem mogla biti tih, zato ker pač enostavno tega ne dovolim, ker je to grdo. Grdo je do nje, ona tega sploh prvo kot prvo ni slišala, se ni mogla braniti. Halo, jaz sem bila tam kot ženska, ki bom pomagala seveda ženski, ker jaz sem pač vedno tukaj za žensko. Halo, vedno. Ne? Zato imam toliko dobre prijateljice, zato meni to toliko pomeni. Ženske smo res vesolje, razumeš, kaj vse delamo. Genialne smo, o moj bog, vse, vsaka posebej, ne glede na to, kaj dela, ali čist tamle našo kafeterijo gor, ali pa pred ekrani, I don't care, iste sva. Dobro jutro, kako ste? Super ste! To! Ampak dajmo poudariti, da bo to izpalo, ko bomo odlezli feministično zasedanje. Ne, jaz nisem feministka! To je pa najhuj! Hočem povedati, fantje, ful vas samo rade. Jaz obožujem moške, brez moških ni življenja, brez njih ne bi želela živeti moj bog nikoli, ever, spoštujem jih do dna duše. Če si kreten, si lahko pač... Če si kreten, ali moški, ženska, ali dejtem, ali karkoli že. Ampak niso vsi moški, niso vse ženske. Tudi če si drevo, si lahko kreten. Identificiram se kot drevo, sem kreten. V redu. Punce, dobile smo fulejnih nasvetov by Manja. Sploh mlade punce, če to zdaj gledate, veste, kaj in kako v službi, če hočete napredovanje. Ko boš imela naslednji sestanek. Ja, jaz vam sestanek še za plačo v kratko. Zdaj še to, ko si to rekla, apropo tega, sem na hitro, zdaj eno frizerko imam, ki mi je 22 let, koliko je 13 stara. Se vidi, da še nima veliki skupaj. Najboljša je. Hočem res, danes sem mi rekla, ko sem odhajala, zato moram zdaj to povedati, ker je full powerful message, sem rekla, ker ona je meni toliko enih stvari lepih povedala, udarnih, hitrih, wow, da sem rekla, zaradi tega me ni strah moje prihodnosti, ker imamo tako generacijo, ki prihaja za nami, da wow, tako, ti si taka kraljica. To so stvari, ki jih jaz nisem razmišljala pa 23, ki jih ti. Pa tudi, apropo Safije, 23-letnik, veliko boljši kot 42. Ja, lej, moje najpopularno mnenje je Gen Z je top. Lej. To je to. In s tem lahko zaključimo današnjo temo. Yes. Trije ste super. Kaj trije? Trije v tej generaciji ste super. Top smo. A bi šla še enkrat v medije? Gen Z. Ja, ne. Jaz bi se bolj osredotočila mogoče na kaj drugega. Jaz bi šla oblikovanje. Tako se hočem tudi postarati. V Parizu imeti mehno trgovinco, delati na kitek. Pridemo. Ok! Cheers! Čin. Upam, da boš kupila kaj, ko bo tako po Jurja. Ja, če mi bo lepo. Upam, da boš kaj podarila. Lepo bo, ne, podarila pa ne bom našla, boste prišli zato, ker bo to umetnost. Zmer delala Odprli boste mogoče. Ja, to hočem reči, ker veš, kaj me delamo. Kakšnega Jurja. Ja. Hvala, ki si bila naša gostja. Si me zdisala, da ti nisem pač nič dala. Evo, le, jaz ti bom kar... A mi boš dala? Freebie! Imaš beauty formulo za kožo. Vidiš, to je dobro, če si znan. To je pa res dobro. To je pa res dobro. Ampak le imaš... Aj, kaj za jesti? Še nekaj za kakanje. Tako za jesti. To pa nimamo. Glih kačo. Hvala. No, nisem uspela. Šelak, Queen imaš. To je pa my favorite. A to pa za Luliko? Ja, za... Dej, da pozdrava še naprej. Hudo. Hvala. Ona si je prav nagrabila. Ja, prav nagrabila. Larči, preden te vprašam, kako si imela kjeke za... Ona je dobila kjeke za naju z Barbie. A ja? Ne, zdaj sem tam. Ne vem. Ne, ti si v redu. To sploh ni, daril ne jemlješ nazaj kjeke za naju. Kaj so pa medmetle? Kaj še ne darujejo ponovno. Kaj? Se bo tudi za naslednji, ko boš naslednji spet ti vodila, boš ti zrihtala, da dobimo te izdelke. No, definitivno ti naslednjoš vodila, ker meni nisi nič dala. A ti je v redu?
A sem ti jaz vedno zrihtala darilo, da mi je? Luška sem ti dala. V glavnem, jaz bi sem še preden ti se lepo poslovi, bi rada, da sem ti še povedala, da zdaj pa pokliči prosim na Vitamin Klinik, pa jim reče, da dostavijo nove izdelke, ker si vse potalala. Pa jaz pa nimam številke. Bom zrihtala. Jaz ful, aloh na SMS, jaz ful ne maram telefonirati. Ja, ne, to pa res ne maram. Ej, voice message pošelj. Okay. No, še enkrat, evo, prvič v čevljih voditeljce, ne vem, kako Ej, kako je bilo? Ej, Manja, kako je bilo? Ja, kako je bilo? Ful dober. Mislim, veste vse toliko Itak posebne smo vse in različne na koncu, in isto. krasne in vsaka ful močna in v svojih čevljih in to. Stala v našo družbo zelo dobro. Ja, ful, vas imam rada. Ja, že zdaj. Pa imela si ful zadržkov, da prideš k nama, ne? Ja. Ja, Res? Ko bolj, ko smo še Ja. proti koncu, pa si se odprla in to mi je ful dober. ja, sej to je moj problem. Kako si se Moram še počutila? začeti Ne, kako zapirati. si se počutila? Ne, saj sem se v redu počutila, No, krasno. to je to, moram to je reči. glavno. Hvala za ta občutek. Ta Gen-zijevski srce. Ne, dala. jaz sem pa si še A ja, za to so te zdaj, ja, ne, to je ta? Gen-Z. Ta je. Ta je Gen-Z, Dajmo ne, biti ta je korejski moderne. v bistvu, ta je pa... Ej, folk, kaj pa ta? Ajde. Ajde, radi vas Ta krompir, veste. Aha, čau. Tisti dnevi